Gledalke, gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Župan. Za vas v studiu televizije A smo povabili župana občine Beltinci Marka Viraga, s katerim se bova pogovarjala o aktualnem dogajanju v občini Beltinci. Gospod župan Virag, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, seveda najprej vi v studiu, potem pa gledalke in gledalci. Težko rečem pred malimi zasloni, pred kakršnikoli že zasloni, kajti zasloni so zdaj čedalje večji in tudi temu primerno moramo tudi včasih se morda pohecati, da zdaj tista fraza pred malimi zasloni več ne zdrži enostavno. Torej, dvoletni proračun je sprejet. Katere investicije, projekte boste izvajali v letu 2025? Kar se tiče seveda dvoletnih proračunov, mi jih že kar nekaj proračunskih obdobij zapored sprejemamo, kajti na ta način smatramo, da bistveno lažje načrtujemo in tudi potem izvajamo projekte, tudi lažje potem nekako svetnice, svetniki, seveda občinska uprava in pa tudi občanke in občani na vse zadnje vidijo morda tudi tisto, kar je prednostno, morda je umeščeno potem v prvi 2 leti, tisto, kjer je morda dokumentacija še ni pripravljena ali se še čaka kakšne razpise, se potem zamakne v drugi del, se pravi zadnji 2 leti. Ampak veseli dejstvo, da so proračuni ali pa sta proračuna ne glede na težke situacije, ki smo ali pa katerimi občine smo zaradi financiranja ali pa podfinanciranja, kakorkoli povedano, investicijsko naravnana, sta pa tudi seveda tudi zelo socialno naravnana, kajti zavedamo se, da je za občanke in občane potrebno seveda tudi določene javne storitve izvajati na čim bolj nekako način, ki ne obremenjuje toliko denarnice, če smem tako povedati, posameznikov oziroma občank in občanov, in ogromno subvencij je namenjeni tudi temu, da nekako potem ta socialni vidik občine ohranjamo tudi na zelo visokem nivoju. Pa, tako kot sem povedal, vseeno pa to ne pomeni, da pa se zažiramo v investicijski kapital, čeprav seveda vsaka subvencija pomeni potem neko manjšo sposobnost investicije, ampak veseli torej dejstvo, da smo nekako zbalansirali in da še vedno sta proračuna naravnana tako, da verjamem, da bomo na koncu vsi zadovoljni. Investicije ogromno planiranih, jaz verjamem, da bomo do konca meseca maja oziroma začetku junija dobili tudi zeleno luč za projekte iz dogovora za razvoj regij, kajti tu je predvsem zelo pomembna zgodba okrog revitalizacije parka in pa seveda prometnih povezav oziroma peš poti in pa seveda tudi igrali pa vsega, kar pripada potem takemu mestu. Tu se zelo nekako nadejamo pozitivne odločitve strani pristojnih ministrstv oziroma odločevalcev in potem lahko začnemo delati. Ogromno je stvari po posameznih vaseh, ki se še niso ali pa se so še že nekatere izvajati začele, nekatere se še bodo, recimo na Melincih imamo nekje slabih 400 000 evrov investicij planiranih za prenovo športnega oziroma dvorane večnamenske in pa seveda tudi enega dela zunanjosti. Potem v Lipovcih v luči obeleževanja 130. obletnice praznovanja osnovne šole, ki se je tam takrat zgodila, je tudi vaško-gasilski oziroma vaški dom bo deležen prenove, se pravi, da bo tudi izgled lepši, pa seveda tudi, da potem bomo bistveno lažje usmerjali vsebine v naše objekte, kajti ni težava oziroma ni težava. Najlažje bi bilo vse samo zidati na novo, vmes moramo vprašati resno tudi o tem, katere vsebine bodo pa primerne, in tudi to je v proračunu ogromno sredstev namenjenih delovanju društev. Razpis je trenutno tudi, oziroma razpisi za vsa društva so objavljeni, tako da verjamem, da se bodo prijavili. Kajti ravno društva oziroma posamezniki oziroma navsezadnje občanke in občani smo tisti, ki pa potem dajemo dodatno kvaliteto življenja v same občine. Torej, v občini Beltinci ste tudi sprejeli letni program športa za leto 2025. Kako bo ta program realiziran? No, kar se tiče letnega programa športa, je seveda to eden izmed osnovnih predpogojev, da lahko potem društva sploh participirajo na tej delitvi sredstev za delovanje športnih društev.
Mi v občini Beltinci res, kar se tiče društvene dejavnosti, imamo vse sfere zelo, zelo močno pokrite, pa naj se gre za šport v tem primeru, ali pa kulturo, ali pa tudi delovanje recimo turističnih društev, ali pa vseh ostalih društev. Tukaj občina namenja čez 150 tisoč evrov skoraj sredstev za delovanje vseh društev oziroma športnih in pa ostalih, tako da tukaj res verjamemo, da s temi zneski se približujemo k tistemu, kar radi povemo, da smo občina, kjer je delovanje društva tudi zelo, zelo priznano in pa doma. To nas zadnje dokazuje tudi ogromno število prireditev, pa ne gre se samo po, bi rekli, kvantiteti, ampak tudi po kvaliteti teh prireditev in občina Beltinci res je prepoznavna tako na športnem področju kot na vseh ostalih področjih in vedno rad poudarjam, da dokler bomo imeli tako močno društveno dejavnost, željo članov in članic v društvih, da so tudi oni gonilo razvoja občine, potem se kot županu ni zabati, da ne bi občina res, bi rekli, živela in pa zaživela tako, kot se tudi od nas na vse zadnje sedaj že pričakuje. Torej, zasledili smo tudi, da na strehi tribune ob igrišču NK Beltinci je predvidena tudi izvedba fotonapetostne elektrarne. Torej, zakaj ste se odločili za tako vrsto izvedbe? Gre dejansko za enega izmed tistih ukrepov, ki se pač v javnosti zelo ogromno krat zdaj že pojavlja, to je zelen prehod in pa trajnostno ravnanje. Mi smo tukaj z določenimi občinami iz Prekmurja in pa še nekaj pospravnih subjektov iz drugih delov Slovenije se prijavili na razpis ministrstva ravno z obliki konzorcija, da bi potem zadostili tistim pogojem, ki so bili takrat zahtevani in da pa seveda na določenih javnih objektih, kjer je možnost postavitve fotovoltaik, potem to tudi postavimo. Smatramo, da tribuna je eden izmed tistih objektov, kjer je površina na razpolago. Tudi zdaj, če gledamo morda z nekega aspekta varnosti, tam se ne dogaja konstantno, kot recimo v osnovni šoli, kjer smo imeli sedaj ta neljub dogodek, ni nekega konstantnega dogajanja okrog tega, tako tudi iz varnostnega vidika sigurno lokacije primernejše kot marsikatera druga javna stavba morda. Poleg tega pa seveda tudi verjamemo, da bomo s tem pripomogli k temu, da tista poraba električne energije, ki pa se pri delovanju celotnega športno-rekreacijskega centra na vsezadnje rabi, tudi za reflektorje zvečer oziroma pozneje, da bi potem na ta način seveda tudi ustvarjali prihranke, predvsem pa bolj je bil ta projekt namenjen temu, torej, da res se tudi občine z površinami, ki jih imam na razpolago, poskušamo obnašati čim bolj zeleno in pa trajnostno. Torej, občina Beltinci je tudi to leto razglasila najšportnika in najšportnico za leto 2024. Torej, kako so pomembni dosežki športnikov v vaši občini? Absolutno se je potrebno zahvaliti vsem, ki dosegajo rezultate na kakršnem koli področju, pa naj se gre torej za šport ali pa vse ostale. Sam kot župan vedno rad povem, da nam morda tudi to kot družbi prevečkrat primanjkuje, da bi pripoznali eden drugemu nekako zasluge za marsikatere uspehe, se zahvalili, pohvalili te stvari, kajti beseda hvala, pohvala ne stane nič. Vem pa, da marsikomu pa ogromno to pomeni. Tudi župan marsikdaj poreče, da smo krivci za vse, tisto, kar pa je dobro narejeno, pa se morda včasih pozabi in bi si tudi morda želeli tu pa tam, da bi nas kdo večkrat pohvalil, ampak zato je tudi včasih boljše, da sam daješ zgled in predvsem na športnem področju res imamo kaj za pokazati. Tukaj tako športnica kot najšportnik sta z iste družine, se ukvarjata z atletiko, verjamemo, da je atletika ena izmed tistih panog, ki se ji res ne reče zastonj kraljica športa, kajti ponavadi vsi začnemo, če se ukvarjamo z nekim športom, ali z nekim rahlim tekom ali pa s temi disciplinami, ki so potem seveda znotraj atletike bistveno bolj dodelane in bistveno bolj na visokem nivoju zahtevane. Ampak res zahvala vsem, tako obema najšportnikoma, kot pa seveda tudi vsem posameznikom in pa društvom, ki nas iz leta v leto razveseljujejo. Predvsem pa, da nam res iz leta v leto ne
predstavlja težavo imenovati kogarkoli po različnih dejavnostih. Tako smo dejansko tudi pisani, tako imamo tudi raznorazne društvene dejavnosti, tudi na športnem področju, torej da dosegajo potem naše občanke in občani vrhunske rezultate in potem je bistveno lažje iz tega bazena potem potegniti ven tiste, ki so morda najbolj izstopali, najbolj štrleli. Verjamem pa, da morda koga pa tudi tu pa tam spregledamo, ampak vedno nekako potem gledamo, da če se je slučajno koga že spregledalo, da se ga pa potem res naslednje leto poskuša nominirati in pa tudi poskrbeti za to, da tudi tisti, ki so morda bili ali se je zgodila kakšna napaka spregledana, da so potem tudi oni deležni, vse če ne drugega, besede hvale ali pa zahvale ali pa pohvale. Torej, če preidemo na aktualni projekt Sport for All, torej v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška, kaj je namen in kaj so cilji tega projekta? Gre predvsem za to, da je potrebno opolnomočiti še bolj širši krog, ne samo tiste, ki nekako so že itak vpeti v delovanje društva, ampak da želimo prikazati delovanje društva v širšem krogu, še več ljudi nekako zanimirati, da postanejo aktivni. Projekti Interreg, seveda v tem primeru Slovenija, Hrvaška ali pa Slovenija, Avstrija ali pa tudi ostali so zelo zanimivi, tudi za občino Beltinci. Mi na vse zadnje smo tudi recimo znotraj Interreg Podonavja bili uspešni na transnacionalnem torej področju kot vodilni partner z projektom Rural, ki se preveša v drugo fazo. To so razpisi, kjer lahko morda ne govorimo o nekih zneskih v milijonih, ampak govorimo o zneskih 10 tisoč, 100 tisoč, ampak ni toliko pomemben ta finančni vložek, koliko več je, bolj pomembno je povezovanje, recimo povezovanje tudi z sosednjo državo, z društvi, z posamezniki, tkanje nekih vezi in pa tudi nastavljanje seveda potem stvari v tej smeri, da se spoznamo in pa da lažje potem participiramo tudi morda na naslednjih razpisih. Predvsem pa torej to, da te mehke vsebine, ki so več ali manj v tem razpisu ali pa bodo prišle do izraza, da na podlagi teh mehkih vsebin res privabimo ljudi, da ugotovijo, da je ne samo športno udejstvovanje, tudi seveda to, da dejansko preko športa se povezujemo, zelo pomembno in da potem kot družba ustvarjamo še več pozitivno naravnanih ljudi, predvsem pa ljudi, ki se dobro počutijo, ko niso sami, da se dobro počutijo, ko so v družbi in potem verjamem, da tudi ne glede na finančne vložke, kakršnikoli že so, je najbolj pomemben vsaj meni kot županu ta učinek potem povezanosti, učinek tega, da si spoznal nekoga drugega, da ugotoviš morda boljšo prakso nekje ali pa tudi, da se za svojo dobro prakso imaš možnost predstaviti širšemu krogu. Torej, občina Beltinci je bila tudi razglašena za strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj kot uspešna pri črpanju evropskih sredstev v okviru programa Interreg. Kako gledate na ta vaš uspeh? Sigurno je to tisto, kar smo si takrat, ko smo nekako zastavljali delovanje projektne pisarne, potihem želeli, da uspemo na čim več projektih oziroma razpisih, kajti multiplikacija teh razpisov tudi ni nujno pomeni, da si uspešen kvalitetno, da kvalitetno izvajaš programe. Bolj se nam je šlo, da res z nekimi močnimi projekti poskušamo prepričati kot nek palček, nekdo, ki sploh ni bil prepoznan do takrat na tem trgu kot resen, kompetenčen partner. To nam je predvsem z projektom Rural uspelo. Bili smo že tudi kot tisti, ki smo predstavljali recimo poslovno idejo, pa sedaj kako jo peljemo naprej v 3 državah, se pravi v Srbiji, na Madžarskem, v Avstriji, predstavili ta projekt kot primer dobre prakse. Kajti projekt je bil, mislim, da najboljše ocenjen znotraj svoje kategorije. In takrat smo tudi bili predstavljeni kot, bi rekli, zelo majhna riba, ki pa upa plavati tudi z večjimi ribami v istem bazenu. In znašli smo se, riba raste, postali smo zanimivi, sedaj smo tudi na račun verjetno tega Rurala postali zanimivi tudi ostalim partnerjem, ki nas kličejo v svoje konzorcije. Recimo, tako smo bili uspešni tudi z določenimi partnerji iz Italije, ki so zdaj vodilni partnerji in smo tudi mi tam pridruženi partner oziroma partner v projektu. Tako da, to je tisto, kar nas najbolj veseli, seveda poleg, lahko povemo tudi nekega finančnega dela, je predvsem naš cilj bil v začetku postati
tisti, ki se na njega upajo obrniti, tudi resni partnerji oziroma postati kompetenčen in pa predvsem tudi postati morda z kakimi poslovnimi idejami vodilni partner. In kar nekaj projektov oziroma na kar nekaj projektov smo se prijavili, smo celo uspeli že priti v zaključne faze, tako da jaz verjamem, da pred občino Beltinci je tudi na področju pridobivanja dodatnih sredstev iz evropskih virov svetla prihodnost in verjamem, da bomo že v kratki ali pa nekem doglednem času se pogovarjali tudi o uspehu na še kakšnih drugih ukrepih, ne samo morda na Interregu, morda tudi Central Europe in pa Horizon in pa podobne stvari. Torej, leto 2025 je tudi posvečeno obletnici smrti Ivana Jeriča iz Dokleževja, narodnega buditelja. Torej, kako je pomemben Ivan Jerič za občino Beltinci in pa na vse zadnje tudi za pomursko regijo, za Pomurje? Kar se tiče seveda pomena teh narodnih buditeljev, je jasno, da so bili tisti, ki so takrat v tistem času upali izstopiti iz neke cone, pa ne bom rekel obdobja, kajti težko je razlagati v tisti revolucionarni časih v nekem obdobju, ampak poskušali so stopiti, dali na koncu svoje ime in priimek in pa tudi na vse zadnje življenje za to, da se bo stvari ali pa da se stvari morajo spremeniti. In ravno to domoljubje, na katerem je recimo Prekmurje kot del Slovenije zraslo, nam ga včasih primanjkuje. Včasih se Prekmurci tudi znamo prerekati o nekih stvareh, ki bi ne bile smele biti predmet prerekanja, ampak samo veselic in pa, bom prav, lepih dogodkov. Ampak in zato je pomen, bom prav, tudi vedno znova opozarjati na to, da imamo svojo državo, da imamo Prekmurje kot del Slovenije, da to ni samoumevno, da je zaradi tega bilo potrebno ogromno borb v preteklosti, tudi izgube življenja vse zadnje. In ne smemo si dovoliti, da bi to šlo v pozabo nikoli, kajti ravno kultura, ravno jezik sta tista, ki najbolj nekako determinirata posamezni del družbe oziroma narode kot entiteto. In dokler imamo svoj jezik, dokler smo ponosni na svojo kulturo, dokler se zahvaljujemo tudi na ta način seveda vsem našim prednikom, je zelo pomembno torej, da s tem dajemo predvsem lokalpatriotski značaj, domoljubni značaj in tega bi si želel še več v naši družbi. Morda recimo 16. maja regrutacija, še en tak dogodek v občini Beltinci, kjer bo spet predvsem domoljubje v ospredju in ga želimo prenesti tudi na mlajše, kajti res ni samoumevno, da imamo to vse, kar imamo in da res živimo v varni in pa lepi državi in pa seveda s tem tudi v varnem in pa prelepem Prekmurju. Gospod župan občine Beltinci, Marko Virag, hvala vam za ta prijeten pogovor in obisk v našem studiu. Želim vam uspešno načrtovanje vaših projektov in investicij še naprej. Hvala lepa in pa seveda lep dan vsem gledalkam in gledalcem in pa vabljeni torej ne samo na te dogodke, ki so znotraj občine Beltinci, ampak tudi na vse dogodke, ki se bodo ali pa se vrstijo v sami naši regiji, torej Prekmurju oziroma v Pomurju. Gledalke in gledalci, hvala vam, da ste spremljali oddajo Župan za vas. Lep pozdrav!